Ustvarjalci nepozabnega leta 2017 so na dopustu, nekateri na toplem, nekateri v svetovnih prestolnicah, nekateri pa v domačem okolju. Med temi je tudi eden najbolj zaslužnih za odličen prvi del sezone. Izkoristili smo priložnost in Jasmina Handanovića povprašali o aktualnih temah. Najprej rezime. Definitivno smo izpolnili cilje, vsaj moji osebni cilji so izpolnjeni, ampak mislim, da tudi klubski cilji in tudi pričakovanja navijačev in vseh okoli kluba, in bi rekel, da je to res eno uspešno leto in se ne smemo tle ustaviti, edino to bi še dodal. Kot smo ga vajeni, pri tem ni želel izpostavljati svojega dela, odličnih obramb, temveč je v ospredje potisnil ekipo. Ko smo vsi eno, skupaj s strokovnim štabom, skupaj s pisarno, skupaj s celim mestom, je enostavno to skupni uspeh. Tako da mislim, da ekipa se je dobro ujela in ne bi se izpostavljal nad sebe, ampak enostavno ekipno delo. V tem nenogometnem času je tudi pri vratarju šampionov v ospredju počitek in priložnost za stvari, za katere med sezono ni dovolj časa. Posvečam se družini, naredim kakšen obisk, urejam osebne stvari, obiščem malo zobozdravnika in to je to. 9. januar pa bo hitro tu. Zimske priprave so zahtevne, zato bo treba kmalu razmišljati tudi o tem. Po daljši pavzi, ne samo z stališča vratarja, ampak celotne ekipe, po daljši pavzi je treba ponovno vžgati motorje. Poleti je to lažje narediti, ker je krajša pavza, je krajši odmor. In mislim, da je zelo pomembno, da se nekako pripraviš na priprave, bom tako rekel, in to bo res fundamentalno za uspeh. In medtem, ko so nogometaši še na počitnicah, so bile pisarne že dejavne. Med potrjenimi prihodi je tudi nov vratar. Kenan Pirić bo od junija naprej konkurent Jasminu za mesto v golu. Vse to je dobrodošlo, konkurenca je dobrodošla in mislim, da zdaj spomladi nas čaka težko delo, ker mislim, da mu bomo kos in tako okrepitve so res dobrodošle. Tudi jaz več nisem rosno mlad, tako da tudi na tem področju je prav, da se zaostri konkurenca. Pred novim letom pa še zaključek letošnjega s prazničnim časom. In kot se za to spodobi, voščilo vijolične 33-ice. Jaz bi samo definitivno želel vsem navijačem Maribora in vsemu klubu edino veliko zdravja, sreče, ostalo bo pa vse samo prišlo.